Evropski parlament. Oddajo je omogočil evropski poslanec Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič, financira pa jo Evropska ljudska stranka. Okno priložnosti. Spoštovani poslušalci in poslušalke, v studiu Radia Evropa 05 pa ponovno pozdravljam evropskega poslanca ljudske stranke iz Slovenije in sicer nekdanjega predsednika Slovenske ljudske stranke in sedanjega poslanca Evropske ljudske stranke, gospoda Bogoviča. Torej, dober dan, lepo pozdravljeni. Lep dober dan in srečno in vse dobro v letošnjem letu, ker so še na začetku leta. Res je, prvič v letošnjem letu, torej v našem studiu, ampak vi ste pa začeli že kar delovno v Evropskem parlamentu. Za vami je tudi že prvo zasedanje. Zastavili ste zelo intenzivno. Katere so torej, bova rekla, tiste prioritetne naloge, ki ste si jih zastavili v letošnjem letu? Delo v Evropskem parlamentu se je pričelo takoj prvi delovni teden, drugi teden je bila tudi že, kot ste omenili, plenarno zasedanje v Štrasburu. Kar se tiče prioritetnih nalog, si jih poslanci razdelimo glede na aktivnosti v odborih. Kot sem že omenil v eni izmed prejšnjih oddaj, sem član od dveh odborov, odbora za regionalni razvoj in odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Prioritete na teh področjih za letošnjo leto so zelo jasne. Prvo leto je, ko bo tako v Sloveniji, kakor tudi v Evropi, možno črpanje sredstev iz nove finančne perspektive. V tem trenutku se resnično ukvarjamo zelo konkretno, kako zaključiti prvo, se pravi 7-13, ki jo lahko zaključuje še naslednji 2 leti, in letos je zadnje leto, da počrpamo sredstva iz tiste perspektive. Nekje 800 milijonov je še teh sredstev na razpolago, se pravi 2% bruto družbenega proizvoda v Sloveniji, zato moramo biti zelo pridni in po svojih močeh se trudim tako pri komisarki Kretovi, ki je ravno v teh dneh v Sloveniji, kakor tudi v sodelovanju z slovensko ministrico, z našimi predstavniki v Bruslju, da pomagamo pri izpeljavi teh projektov. Prav tako je na tem delu zelo veliko aktivnosti na ustanovitvi Evropskega investicijskega sklada, kakšen stavek več o tem v nadaljevanju. Na področju kmetijstva pa smo tudi v tem prelomnem trenutku, ko začenja z letošnjim letom nova skupna kmetijska politika in posredno tudi nov način financiranja. In tudi tu pričakujemo v februarju potrditev operativnega programa oziroma programa razvoja podeželja za Slovenijo, ki bo potrjen v Bruslju, in od tam naprej na vrsti potem ministrstvo in Agencija za kmetijske trge, da čim prej pripravijo razpise in da začnemo črpati ta sredstva. Tako da povezujemo to delo v Evropskem parlamentu z aktivnostmi doma. V Evropi pa, kot najbrž se spremlja, je ena od ključnih nalog nove komisije parlamenta, kako zagnati ta razvojni investicijski ciklus v Evropi, in temu služijo sedaj ukrepi tako Evropske komisije z tem investicijskim paketom, Evropska centralna banka z novim denarjem na trgu, tako da upam in verjamem v to, da so to pravi ukrepi, da bo malce več krvi v ožilju Evrope in da bo ta puls malce hitrejši, kajti kot so nekateri že dejali, vključno s papežem, da je Evropa že malce se ostarala in da je neka opešana starka, naj bo več mladostne krvi v njej, in v tej smeri so tudi aktivnosti. Da se bo torej Evropa pomladila. No, evropsko pa seveda tudi slovensko javnost precej razburjajo nekatere aktualne teme, ki so na dnevnem redu Evropske unije, med drugim tudi aktualna pogajanja za trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike. Vemo, da se vrstijo ponekod tudi protesti, tudi v Ljubljani so bili. Povejte, tudi vi osebno ste zelo glasni pri opozarjanju na pasti teh pogajanj, še posebej na področju kmetijstva. Kje so torej te čeri in na kaj pravzaprav moramo biti pozorni? Trgovinski in investicijski sporazum med Evropo in Združenimi državami Ameriko je sporazum, ki bi naj predvsem omogočil enostavnejše poslovanje, trgovanje. To pomeni na eni strani, da se uredijo standardi, merila med obema trgovinskima partnericama,
prav tako pa, da se tudi odpravijo trgovske bariere raznih carin in podobno. In sam tudi verjamem v to, da je na področju, ne vem, tehnike, avtomobilov, bilo čega, kar počno mali podjetniki, veliko razlogov, da se lahko takšen sporazum podpira, kajti dejansko bi poenostavil to delo in resnici na ljubo je tudi treba priznati, da imata Evropa in pa Amerika najvišje standarde na mnogih področjih. Največja razlika, ki jo vidimo, in tu nisem osamljen v parlamentu, nas je zelo veliko, ki opozarjamo, pa je ravno področje, ki ga tudi sam pokrivam preko odborov, to je področje kmetijstva, kajti v zadnjih desetletjih sta se evropsko in pa ameriško kmetijstvo razvijali različno. Evropa je 3-4 desetletja vlagala javna sredstva v kmetijstvo z enostavnim namenom, da bo Evropa obdelana, da na evropskih tleh pridelamo kvalitetno hrano, da zaostrujemo iz leta v leto standarde prisotnosti ostankove hrane, s čim se sme tretirati izdelke, da se pazi na to, da ni proizvodnja preveč intenzivna. In na drugi strani se je Evropa tudi zelo okoljsko obnaša. V zadnji finančni perspektivi je na področju kmetijstva ravno ozelenitev kot ena komponent. Ameriško kmetijstvo gre v drugo, oziroma je šlo v drugo smer, je intenzivnejše, tudi pogoje velikih prostranstev imajo boljše kot Evropa, se pravi konkurenčnejše, poleg tega so pa prisegajo na gensko spremenjene organizme, ne vem, koruza, soja, 70-80% v Ameriki predelane je iz semen, ki so gensko spremenjena. V živinoreji so v Ameriki dopuščeni antibiotiki v proizvodnji, hormonska proizvodnja in imajo pač druge standarde, druga merila. In zaradi tega opozarjamo, da enostavno ne moreš uskladiti standarde, če se je nekaj desetletij eno in pa drugo kmetijstvo razvijalo v drugo smer. In kar je ključno, da enostavno ne smemo Evropejci pristati na to, da bi mi v teh pogajanjih pristali na njihove standarde. S tem nič proti ameriškemu kmetijstvu, nekaj imajo, kakršnega pač imajo. Če pa je Evropa prisegala na to, da bo tudi javni denar dajala za to, da bo hrana kvalitetnejša, ker je kvalitetnejša nekaj dražja, ker imamo tudi težje pogoje, s temi subvencijami znižuje oziroma pokriva stroške kmetovalcem, da lahko tudi preživijo s to dejavnostjo. In ključni problem, ki ga vidimo, je to, da bi lahko ob takem trendu, če bi bil nenadzorovan, prišlo do tega, da bi predvsem tisti, ki imamo slabše pogoje za kmetovanje, v tej tekmi enostavno izgubili ritem in izpadli iz tega trga. Na dolgi rok pa to pomeni, da lahko za razliko zopet od evropske politike države zgubijo samo oskrbo, pri nas je že tako ali tako problematična in jaz moram reči, da se tudi iz političnih razlogov res ne bi igral s tem, da bi ne vem, državo čez desetletje dve prepustil pri hrani odvisnega od nekoga drugega. Vidimo, kaj se v svetu dogaja, to, kar se nam je zdelo še leto, dve nazaj nemogoče, je danes dejstvo in prehranska varnost je ena od prvih varnosti, za katere mora država skrbeti. In v tem kontekstu so tudi ta opozorila, da se nam kaj takega ne zgodi v evropskem prostoru. In kot sem že dejal, je tudi predsednik komisije, parlamentu smo imeli ravno v tem tednu zopet razpravo v našem odboru za kmetijstvo o tem, so tudi ti toni iz Evropske komisije vedno jasnejši, tudi zadeva je zdaj transparentnejša, odprta, se da ti sporazume videti oziroma osnutke, v kateri fazi so, gre v to smer, da si na področju kmetijstva bomo res določili neke limite, preko katerih se enostavno pogajalcem ne bo dali pravice pogajati. No, ampak verjetno pa ne gre samo za različne standarde, ki so pač glavni razlog pri teh pogajanjih, da pač imajo neke standarde v ameriškem kmetijstvu in neke v evropskem. Gre verjetno tudi za to, da je naša hrana bolj kakovostna, ne? O tem govorimo, ne? Ja. Kajti vekolikor... Bolj zdrava, da temu tako rečem. Vete, če zelo poenostavimo, ali vzameš kuro, tisto, ki je bila v prosti reji, se je sprehajala, ali pa piščanca, ki je v eni farmski reji. In na tej točki najprej vidimo razliko med intenzivnejšo in pa neko kakovostnejšo, manj intenzivno pridelavo. To je en primer, ki je zelo nazoren, pomeni pa, da je tista kura nekaj dražja. Sam sem 20 let nazaj že sedaj to
oziroma nekaj manj, tam okoli leta 2000 je bilo to, ja, bil na avstrijskem v deželi Waldviertel, ki prisega, to je na meji med Dunajem in Češko, 250,000 ljudi, ki prisegajo na te ekološko kmetijstvo, na ogrevanje z lesno biomaso. In en primer je bil, ko so gojili, oziroma je bila reja piščancev, kjer ko se je piščanec zvalil, dobil oznako na nogo, tako rinko, na kateri je bila številka. Kupec, ki je bil znan že takrat, je vedel, kje se redi ta njegov piščanec, bil toliko kvadratnih metrov ima v prosti reji, potem je bil piščanec zaklan obdelan po klasični metodi v eni stari šoli, ki je bila prirejena za to dejavnost, vendar cena tega piščanca v tistem primeru 5-krat večja od onega. In ne govorimo o tem, da bomo imeli v Evropi 5-krat dražjo hrano, vendar pa hrana, kjer nimaš, ne vem, gensko spremenjenih organizmov, ki mogoče dajo 10-20% više pridelke pri žitih, hrana, kjer ni hormonov, kjer ni antibiotikov v reji, ki pospešujejo rast, zagotavlja kvalitetnejšo hrano, ki pa ima manjše priraste, zato lastna cena nekaj višja. In sam, kot sem že dejal, prisegam na ta evropski model kmetijstva. To so precejšnje razlike. Kako menite, kje je možen sploh kompromis, ga sploh kje vidite? Kot sem že omenil, in to je večinsko mnenje v Evropskem parlamentu, na kmetijskem področju so nekatere stvari, kjer se enostavno pač ne želimo o tem pogajati. O tem, ali bi, jaz sem realist in vem, da se Amerika ne more in se ne bo odrekla svojega tipa kmetovanja, da bomo pa zdaj mi pristali na njihove standarde, jaz za to roke enostavno ne bom dvignil. In mislim, da to je poprečen evropejec ne bo dvignil, ali pa ne poprečen evropejec, velika večina evropejcev. Mogoče pa je zopet v tem delu nekaj tistih, ki v kakšnem velikem kapitalu to vidijo neke svoje priložnosti, ki to zadevo tudi forsirajo, vendar jaz sem trdno prepričan, da ne bodo v tem primeru uspeli s takšnimi ambicijami. Tako da v tem delu na področju kmetijstva so nekatere stvari, po mojem prepričanju, toliko različne, da bomo zelo, zelo težko te zadeve enostavno uskladili. Naslednja stvar, ki se tu pojavlja, je potem označevanje teh izdelkov, ker tudi vemo, da imamo danes celo vrsta izdelkov, ki so bili pridelani oziroma reja z, ne vem, sojo, koruzo, ki je prišla v Evropo iz teh polj z gensko spremenjenimi organizmi, in cilj je, da bi prišlo do boljšega označevanja, da potem kupec tudi pri takih stvarih izbira. In nenazadnje lahko s tem zopet povežemo razpravo, ki smo imeli v tem tednu v Evropskem parlamentu, v odboru za kmetijstvo, o teh nepoštenih praksah v trgovskih verigah. In če vidimo tam, kdo zmaguje tam, kjer je kapital, tam, kjer je velika koncentracija, to se je v Evropi zgodilo v trgovinskem delu, in ti diktirajo tempo. In se bojim, da bi podobni principi še na večjem obsegu vladali potem na tem celotnem trgu, in krajšo v takem primeru vedno potegne in kmet, pridelovalec in na koncu potrošnik. Tako da temu smo poklicani in dolžni, da se nam to ne zgodi. No, zdaj pa smo pri glasbi in po njej seveda pogovor z gostom nadaljujemo. Spoštovani poslušalci in poslušalke, v studiu Radia Evropa 05 nadaljujemo pogovor z našim tokratnim gostom, to je evropski poslanec Franc Bogovič. No, gospod Bogovič, nekaj ste že govorili in omenili v prvem delu najinega pogovora, pa ostanivam še malo pri tej temi, sicer gensko spremenjeni organizmi. V Evropskem parlamentu ste ta mesec evropski poslanci sprejeli odločitev, in sicer spremembo področne direktive, s katero lahko države članice Evropske unije prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov na svojem ozemlju. Kaj torej to dejansko v praksi pomeni? Sprememba direktive iz leta 2001 govori o tem, da državi, vekolikor se tako odloči, ne bo potrebno z raznimi omejitvenimi kriteriji, izločevanje, zakaj se naj ne bi pridelovala gensko spremenjena hrana neki državi, ubraniti teh organizmov, ampak lahko enostavno prepove gojenje. Danes je doslej bila namreč regulativa takšna,
da je neka družba lahko šla v poizkus registracije tega semena tudi za neko območje, na drugi strani pa je država v regulativo morala povedati, kakšni so omejitveni faktorji. Gre za bližino sosednjih njiv, kamor bi se lahko zgodilo opraševanje in podobno. Tu je bil problem teh tveganj raznih sodnih sporov z temi multinacionalkami, odslej pa bo lahko država zaradi tega, ker se je odloči za drug tip kmetovanja, ker se tudi ljudje večinsko odločijo proti takšni hrani, enostavno te organizme prepove. To, kar je bilo sedaj sprejeto, je tudi neko izhodišče, ki bo osnova za trgovinski investicijski sporazum z ZDA, in takšna regulativa bo zagotovo tudi v tem dokumentu na takšen ali drugačen način upoštevala. No in sedaj greva, bom rekla, iz področja varnosti hrane na področje siceršnje varnosti. In sicer tragični dogodki v Parizu na uredništvu časnika Charlie Hebdo so politično razpravo na ravni Evropske unije in Evrope skoncentrirali na vprašanje varnosti, torej v Evropski uniji. Kakšen je vaš pogled na to tragedijo, torej, ki se je zgodila v Parizu? Kakšen pa je tudi seveda odziv na evropski politični ravni na to? Gre za globlji problem, ki ima korenine že kar kakšno desetletje in več nazaj, odkar je se praktično neko ravnovesje miru na svetu skalilo, mislim, da mirno lahko rečemo, od iraške vojne naprej. Po drugi strani pa je to tudi problem kriznih situacij, ki se nahajajo tako na področju gospodarstva, vključenosti v ljudi, problem brezposelnosti v Evropi. To je predvsem v velikem obsegu v metropolah, kjer je velika koncentracija ljudi, in to so klasični problemi tudi teh metropol. In v tem primeru prihaja do tega, da v množicah več 100 tisočih ljudi, ki so na robu preživetja, v raznih stiskih, se naredijo na koncu tudi takšne ekstremne celice, ki izvajajo takšna teroristična dejanja. Kar je zelo problematično pri tej zadevi je to, da se je poskušalo, in da je tudi med ljudmi kar v veliki meri mnenje, da je to spopad dveh verstev ali podobno, da je to muslimansko gibanje, vendar samo osebno delim mnenje tistih, ki mislim, da se s tem tako pripadnikov muslimanske vernosti, kakor tudi sicer Evropejcem dela krivica, in da je potrebno zelo jasno označiti, da so to klasična kriminalna dejanja in da tisti, ki to počno tudi pod krinko nekega verstva, največ škodijo sebi oziroma tem vernikom in pravzaprav izkoriščajo nek nemir, ki je sicer prisoten v tem evropskem prostoru. Rešitev tega je zagotovo treba iskati v dveh smereh. Ena je zagotovo na mestu, da se policija pa tudi vojska ukvarja z temi celicami in poskuša preprečiti čim več takih dejanjih, identificirati, zaznati tiste, ki so odšli na Bližnji vzhod se boriti v islamsko vojsko, po drugi strani te teroristične države, pravzaprav, ki na nek način kot tvorba nastaja, da so pozorni na te stvari. Ključen problem pa je v drugih razmerih v družbi, in eden od podatkov, ki ga je dal tudi francoski poslanec, ki smo ga imeli na poslanski skupini Evropske ljudske stranke, je bil zelo jasen. V Franciji je 50% mladih muslimanov brezposelnih. In ko govorimo to o milijonih ljudi, se potem enostavno v metropolah še toliko prej najde kritična masa, kjer so ekstremne skupine delo takšna teroristična dejanja. In izvore je treba iskati v vključenosti ljudi, rešitve iskati v vključenosti ljudi, v boljših pogojih za delo in pa v odprtem in pa iskrenem dialogu med ljudmi. No, te dni je na obisku v Sloveniji Evropska komisarka za regionalni razvoj Corina Cretu, s katero ste se srečali v prostorih Državnega zbora. Zakaj pravzaprav je ta obisk pomemben za Slovenijo? Kaj je nam sporočila komisarka in kje smo
v Sloveniji ta trenutek na področju črpanja evropskih sredstev? Romunska komisarka gospa Corina Cretu ima v svojem programu obiske držav. Ena prvih držav smo bili Slovenija. Pri delu v odboru, tako pri njenem delu, kakor v odboru za regionalni odbor, so ključne stvari v tem trenutku. Pregled, kje smo pri črpanju sredstev. V ta namen je komisarka tudi naredila posebno skupino, ki spremlja tako imenovane kritične države. Mi smo nekje na meji teh kritičnih držav tudi. In da v sodelovanju z državami poišče rešitve, da bo v letošnjem letu počrpan ves denar. Mi smo imeli za 7-letno obdobje dobre 4 milijarde evrov denarja, 4 milijarde in 100 milijonov, letos ga moramo počrpati še 780 milijonov. Zahteven poseg, vendar pa glede na to, da je sedaj dosti več projektov v izvedbi, kot jih je bilo še 2-3 leta nazaj, je pričakovati, da bo večina teh sredstev le počrpana. Drugo, kar je nam sporočila, je podelila zadovoljstvo z ministrico za regionalni razvoj, zadolženo za regionalni razvoj, gospo Smrkoljevo, da je bil decembra sprejet in potrjen operativni program za novo kohezijsko obdobje 2014-2020. Sedaj imamo manj sredstev, 3,1 milijarda in tudi nas čaka v letošnjem letu pomembna naloga, da se sprejmejo izvedbeni dokumenti v okviru naše države, da bi čim prej pričeli s črpanjem teh sredstev. In tretje področje, ki je zelo pomembno in vsi evropski komisarji sedaj to na nek način spodbujajo države članice, Evropski investicijski sklad in razumeti filozofijo tega sklada in čim prej poiskati tudi projekte, s katerimi bomo oživeli gospodarstvo, to, kar sva že rekla, dali več krvi v obtok Evrope. Povejte, gospod Bogovič, katere teme imate v ospredju ta trenutek na politični skupini Evropske ljudske stranke in kakšne so perspektive investicijskega projekta predsednika Evropske komisije Jean-Clauda Junckerja, seveda tudi za Slovenijo? To, kar je drugo vprašanje, se pravi Evropski investicijski sklad, je praktično neka ključna agenda tudi Evropske ljudske stranke, ki v razvoju Evrope želi predvsem spodbuditi države k pogledu v prihodnost, ki temelji na eni strani na odpiranju novih investicij, podpiranju inovacij, investicij, ki imajo kot posledica nova delovna mesta. Hkrati pa se takoj dodaja, da morajo države članice zelo skrbno pregledati, kaj se v družbi dogaja in odreagirati s tako imenovanimi strukturnimi reformami. To pomeni, da je potrebno, če želimo ugotoviti na drugi strani, kam hoče država iti, kaj je potrebno narediti v zdravstvenem sistemu, kaj je potrebno narediti v šolskem sistemu, v pokojninskem sistemu in paralelno slediti in biti odziven. V tem je, če takoj dam preslikavo na Slovenijo, mislim, da naša največja rak rana in če naredim samo primerjavo, sedaj pa ne želim zahajati kaj dosti na to področje, med delom naše vlade in pa Junckerjeve komisije, obe sta to vladi, Juncker je prišel na volilni čas z 10 točkami, teh 10 točk je ključna agenda programa 2015. Maja so bile volitve, ko se je vedelo, da bo Juncker predsednik. Julija že je imel dogovorjen ta investicijski paket z Draghijem, z Evropsko investicijsko banko in sedaj se samo procesira. In v tej točki je ta razlika in tu mi izgubljamo. Najprej treba vedeti, kaj hočeš narediti, potem pa ne mencati, ampak enostavno narediti svoje. In tu mislim, da tu sem zelo vesel tega načina dela in temelji na teh dveh stebrih. Več delati, več delovnih mest, na drugi strani pa družbo z reformami prilagajati času in pa izzivom sedanjega časa. In to v bistvu na tak način želi Evropska ljudska stranka igrati kot največja stranka v Evropskem parlamentu, to ključno vlogo ob vseh ostalih zunanje političnih temah od Rusije pa Ukrajine in teh sporov naprej. Kar se tiče tega investicijskega sklada, je potrebno ugotoviti filozofijo tega sklada. Tu ne gre za nova sredstva, ki bi bila nekje pobrana in zopet deljena državam, ampak je temeljita sklad nad tem, da
Evropska komisija iz svojih virov izdvoji 16 milijard, 5 milijard doda Evropska investicijska banka in to je vse ta sveži denar, ki pride v obtok oziroma predstavlja garancijski sklad. Temu denarju se dodajo najprej denar še Evropske investicijske banke, potem domačih bank po državah članicah in seveda denar zasebnih investitorjev. In ambicija je, da bi zaradi tega, ker imamo garancijo, projekte bo pregledovala skupna komisija Evropske komisije, Evropske investicijske banke, tudi držav članic, ki bodo predlagale projekte, in tisti projekti, ki bodo odobreni na tej skupini, bodo imeli jamstvo v tem jamstvenem skladu. In poceni denar še od Evropske investicijske banke omogoča, da se tudi kapitalsko zahtevnejše, dolgoročnejše, včasih tudi bolj tvegane investicije enostavno izvedejo. In to je to, kar je cilj tega sklada. Da ugotovimo, ne vem, kaj je na področju prometa, ne vem, v Sloveniji, če želimo zgraditi drugi tir, povezati v ta drugi tir, ne vem, luko, Slovenske železnice, javni denar, potem je denar na Evropskem skladu za promet, TNT, je na razpolago tudi 180 milijonov in narediti finančno konstrukcijo in začeti delati. Ne vem, če želimo avtocestni križ na 3. osi podaljšati, ne vem, avtocestne zadeve, moj predlog premijejo javnost tega mesta, naj podelijo koncesijo še, ne vem, za cesto do Velenja, po Beli krajini Darsu dati možnost, da s svojimi viri graditi ceste. Ne vem, sam aktivno delam s štajerskimi kmeti na ideji, ali smo sposobni ponovno zgraditi tovarno sladkorja, kajti leta 2017 pade kvote omejitev predelovanja in kot kraljica poljščin, kot ji rečejo, ali se finančno izide in da naredimo, da animiramo denar kmetov, zberemo še slovenske zasebne vlagatelje in zopet takšen sklad. O zelo konkretnih stvareh se pogovarjamo in tam bo potrebno priti z jasnim programom, z jasnimi nosilci, tisti, ki vedo, kaj hočejo, in za tisti, ki vedo, kaj hočejo, v Evropi prostora, kolikor hočeš. Za tiste, ki pa mencajo, čakajo in se med sabo kregajo, se bodo pač lahko še naprej šli to svojo domačo folkloro, Evropa bo šla naprej. In ni potem nobenega razloga, da bi s prstom kazal na grdo Evropo. Doma se treba pogovoriti, priložnosti so pa na tem velikem prostoru, na trgu, za vse enake in jaz vidim za nas edino to možnost, da se vključimo, skočimo dejansko na ta vlak, ujamemo ta ritem in začnemo delati. No, čisto za konec pa seveda še vprašanje v zvezi z vašim torej osebnim delom in aktivnostmi, katere dogodke imate denimo v načrtu v naslednjih dneh in mesecih, ne, kot poslanec, potem pa kako denimo lahko tudi ljudje stopijo v stik z vami, se kaj pogovorijo, vam kaj predlagajo, imajo gotove kakšne pripombe in ne nazadnje, kaj vi pravzaprav lahko v naslednjih mesecih storite za Slovenijo v Evropskem parlamentu? Kar se tiče teh kontaktov, je tudi sedaj nova spletna stran, pisarna v Ljubljani, ekipa tu v Ljubljani, ki sprejema takšne želje, pobude za sestanke in ob petkih sem vedno v Sloveniji, kdaj tudi že četrtek popoldan ali pa ponedeljek dopoldan, odvisno od urnika v parlamentu. Tako to so tisti dnevi, kjer se z lahkoto najdemo, večkrat pa tudi vikende izkoristim za te zadeve, ampak upam, da bo kaj ostalo tudi za mojo družino in pa za 2 vnučki, eno že imamo, eno pa malo pride na svet, tako da bomo v tem času tudi temu posvečali malce pozornosti. Kar se tiče aktivnosti, naša naloga je, da predstavljamo to delo, to danes to počneva in naslednji petek gre ekipa stalnega predstavništva Evropskega parlamenta, ki je v Sloveniji, gospod Klemen Žumer, odlično vodi to predstavništvo, na mojo pobudo v Posavje. Si ogledamo sortirnico komunalnih odpadkov v podjetju Kostak, sortirnico sadja v Eurosadu, ki je bila tudi zgrajena delno z evropskimi sredstvi. Pogledamo energetski kompleks v Posavju z možnostjo poplavne varnosti kot enega izmed projektov za Junckerjev plan, izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi, srednja Sava. Na koncu se pa v petek 30. smo,
nagrado Reichenburg dobimo ob 13. uri z ljudmi. Poslali smo, mislim, preko 100 vabil, tudi javno bomo obvestili o dogodku, kjer bomo na razpolago 4 evropski poslanci, ki pridemo v Posavje za to, da predstavimo svoje delo in pa predvsem, da poslušamo in pa dobimo vprašanja. V aprilu gostimo, kar sem zelo ponosen na to, na pobudo Čebelarske zveze, sam malce in moja pisarna koordinira te zadeve, gostitelji smo pa vseh 8 evropskih poslancev, slovenske čebelarje, 2 avtobusa čebelarjev pride v Evropski parlament, postavimo eno tedensko razstavo o evropskem čebelarstvu, na odboru za kmetijstvo se nam pridruži tudi minister, predsednik Čebelarske zveze, predstavimo čebelarstvo v Sloveniji, projekt medenega zajtrka, slovenskega zajtrka, ki ga poskušamo širiti tudi v Evropo. V maju, začetku maja gostim avtobus pridelovalcev zelenjave in sadja, za katere pripravljamo in nek način strokovno ekskurzijo po Belgiji o dobri praksi, predvsem v kontekstu namakanja in pa povezovanja teh zelenjadarjev, sadjarjev v tako imenovane organizacije proizvajalcev. Seveda pa gremo potem v parlament, kjer bo pa tudi strokovni del, kjer se nam pridružijo kolegi iz Belgije, iz Flandrije, iz Evropske komisije, da tudi kakšno idejo, kako je nekaterim uspelo, predstavimo in preselimo v naš prostor. Tako da sam poskušam pri svojih teh aktivnostih, kjer imamo možnost evropski poslanci tudi povabiti ljudi v Bruselj, da na nek način tudi neke tematske sklope dodamo, s katerimi se tudi ljudje na nek način dobijo dodano vrednost. V februarju pride Šmarska zadruga na izlet in ogled parlamenta, potem sem se tudi vključil v ta projekt. Včeraj je bil en zanimiv pogovor z gospo Anko Pelhan, s katero pa predvidevamo, da bi se tudi naša pisarna vključila v projekt obujanja starih jedi, ki poteka že nekaj let po slovenskih šolah, in če bo včerajšnji dogovor dosegel realizacijo, predvideva, da bi ob letošnjem praznovanju junija slovenskega državnega praznika, ki ga naredimo tudi v Bruslju, povabili te mlade mojstre kuhinje v Bruselj in na nek način približali ljudem in hkrati naredili prijetno s koristnim. No, ne morem se upreti vprašanju, res čisto za konec. Se mi zdi, da, bom rekla, prav uživate v tem, ker se res nekaj konkretno dogaja, ne? Da je to nekaj čisto drugačnega kot na domači sceni. Jaz sem doma užival v funkciji župana in pa tudi ministra. Malce težje dneve sem imel v državnem zboru in da bom razlagal, zakaj lahko pa dam paralelo, da sedaj ob koncu tedna nimam problema s tem, da bi imel občutek, da je bil teden zgubljen in da smo se pogovarjali o stvareh, ki ne dajo nove vrednosti. To je ključna razlika pri tem delu in zato z veseljem tudi delim te svojo izkušnjo, za katero sem zelo hvaležen, da so mi volivci pač tudi s preferenčnimi glasovi omogočili, Slovenkami in Slovenci, in mislim, da moramo enostavno iti več v svet in ta včasih, kot mi je en moj kolega dejal, miselnost Podaljskega hribovja malce prepihati in videti malce več kot samo sebe in se na nekih ali zgodovinskih ali današnjih razhajanjih prerekati iz dneva v dan. Tako da ja, uživam v tem delu in kar je zopet nekaj novega za razliko domačega parlamenta, srečuješ celo vrsto ljudi iz zelo konkretnih dejavnosti. Sam postajam zdaj tudi februarja podpredsednik skupine, ki se ukvarja z podeželjem, gorskimi območji, odmaknjenimi območji, in na takšne skupe prihajajo največji eksperti iz tega področja. Dobiš pregled najboljših praks in tam odbor ne poteka tako, da bi poslanec po klipingu iz časopisov videl, kaj je danes aktualno in kaj se dobro sliši, ampak odbor začnemo tako, da pride nek inštitut iz Minhna, iz Dunaja, predstaviti študijo z nekega področja, poslušamo, postavimo vprašanja, da dobimo poglobljeno znanje o temi, okoli katere bomo v naslednjih mesecih odločali, potem se začne politična debata in enostavno ti ne omogočajo tistega privilegija, ki ga vidim pri nas velikokrat, da se nekdo ne želi poučiti o nečem in potem lahko govori po dolgem in počez. Zato enostavno v Evropskem parlamentu ni prostora. Gospod Franc Bogovič, se vam zahvaljujem za obisk in za tale zelo zanimiv pogovor in seveda vam želim srečno in uspešno
leto, ki je pred nami. Hvala za klepet in tudi vam vse dobro. Oddajo je omogočil evropski poslanec Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič, financira pa jo Evropska ljudska stranka. Evropski parlament. Okno priložnosti.